Spoštovani predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar, podpredsednik naše zbornice Peter Pišek in generalni direktor Daniel Lamperger, spoštovana direktorica Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov, profesor dr. Andreja Kutnar, spoštovani predsednik območno obrtne podjetniške zbornice Izola, Rajko Kodrič, cenjeni predsedniki, direktorji, sekretarji, in pa seveda dragi kolega državni svetnik iz vrst OZS-ja, Aleš Pulko, cenjene obrtnice, obrtniki, dame in gospodje. Veselje mi je, da vas lahko nagovorim v imenu Državnega sveta Republike Slovenije in v svojem imenu v teh imenitnih prostorih Centra odličnosti. Tukaj se povezujejo vrhunska znanja tako domačih kot tujih znanstvenikov, raziskovalcev in strokovnjakov, ki se ukvarjajo z raziskovanjem obnovljivih materialov, pa vendar o temu nam je že dodobra razložila gospa profesor Andreja, tako da bi tole zadevo kar malo preskočil, bi pa tam, kjer se mi pa zdi resno pomembno poudariti, da inovacije, izboljšave, izobraževanja, izkušnje in povezovanja so gotovo garant za uspeh. To je prepoznala tudi vodstvo OZS-ja, zato je v svoje aktivnosti pozorno tudi vključuje povezovanje obrti in podjetništva z znanostjo in pa vrhunskimi tehnologijami. V preteklih mesecih sem imel privilegij spregovoriti na več dogodkih, ki se dotikajo obrti in podjetništva. Vsakič sem poudaril, da lahko razvita in uspešna obrt in podjetništvo bistveno prispevata k razvoju, saj predstavljata ključen garant stabilnosti. Pri tem pa ne smemo pozabiti, da je za uspešen razvoj obrti in podjetništva nujen dober razvoj vseh ostalih družbenih sistemov in podsistemov. Povezovalna vloga obrtno-podjetniškega zborničnega sistema je zato ključnega pomena za razvoj naše družbe kot celote. Obrtno-podjetniška zbornica, ki jo krepi, mogoče vi to samoumevno veste, ampak mislim, da je pa treba vedno in znova poudariti, ki jo krepi 62 območnih obrtnih podjetniških zbornic, 30 strokovnih sekcij, ima izredno pomembno in nenadomestljivo vlogo pri povezovanju med obrtniki in podjetniki. Obrtno-podjetniški sistem je ključen zagovornik boljših razmer za obrtnike in podjetnike pri različnih deležnikih, kot so Ministrstvo za gospodarstvo, šolstvo, turizem, Ministrstvo za okolje in pa seveda sodelovanje v ekonomsko-socialnem svetu. Rezultati resnično dobrega dela vodstva OZS na čelu z vašim predsednikom Blažom Cvarom so vidni na več primerih in le nekaj od njih je cena električne energije za male poslovne odjemalce, cenovni kapici na elektriko za mikro, mala in srednja podjetja, pri zakonodaji, ki se dotika obdavčitve normirancev, dalje glede načina evidentiranja delovnega časa, mimogrede verjamem, da ste videli na steni tudi način štempljanja, zakona o tujcih, tudi ne nazadnje zakonom o ohranjanju in razvoju rokodelstva, ki je v proceduri sprejemanja v državnem zboru. Pa sem omenil le nekatere od njih, ki pa so seveda slehernemu obrtniku in podjetniku zelo pomembni. Svojo vlogo pri izmenjavi mnenj in povezovanju deležnikov z različnih področij z namenom iskanja najboljših in najbolj vključujočih rešitev je tudi naloga Državnega sveta. Bolj ko je vprašanje pereče, širša in bolj strpna debata mora biti v Državnem svetu, ki privede do različnih rešitev. Z vodstvom zbornice smo v okviru našega rednega tekočega sodelovanja in medsebojnega obveščanja že dogovorili o za vas pomembnih vsebinah, glede katerih bi opravili posvete na razpravo v Državnem svetu. To pa z namenom, da javno in z argumenti ter morda tudi skozi obliko političnega pritiska opozorimo tiste, ki imajo glavni škarje in platno, torej vlado in koalicijsko večino v Državnem zboru, katere so tiste vsebine, ki so ključne za obrt in podjetništvo in kakšne rešitve so za te probleme, s katerim se soočate, tudi vi predlagate. Zato vas že zdaj lepo povabim,
da na prošnjo vašega vodstva sodelujete v pripravah na vse bodoče posvete in da prizadevanje vaših predstavnikov v državnem svetu tudi spremljate in da o tem celotno vaše članstvo redno obveščate. Eno izmed pomembnih vprašanj je tudi ustanovitev pokrajin. Državni svet jim je namenil, kot veste, v preteklem mandatu precej časa. S tem delom nadaljujemo tudi v aktualnem 7. sklicu. Pokrajine v Sloveniji potrebujemo. Takšne, ki bodo blizu ljudi in jim bodo prinašale koristi. Pristojnosti na pokrajine se ne bodo prenašale naj se prenašajo z nacionalne ravni države, med te prenesene naloge pa vsekakor spada skrb za regijske bolnišnice, prostorsko planiranje, dalje pa tudi skrb za gospodarski regionalni razvoj in pridobivanje za to potrebnih sredstev, seveda tudi evropskih. V državnem svetu smo poleg strokovnega gradiva, ki ga je pripravila skupina okoli 100 strokovnjakov pod vodstvom dr. Brezovnika, pripravili tudi poseben vprašalnik in vas lepo prosim za odgovore. Vprašanja se nanašajo na pokrajine, regionalni razvoj in regionalne spodbude iz evropskih skladov, ki so državam članicam na voljo vse do leta 2030. Ciljna skupina za podjetje in občine na osnovi vaših odgovorov pa želimo oblikovati priporočila Vladi Republike Slovenije. Pomembno je, da je glas obrti in podjetništva močan in slišan, pri tem pa mora ta glas temeljiti na realnih podatkih in na analitičnih in strokovni podpori vodstev, da zahteve lažje argumentira. Zato na tem mestu pozivam vse člane območno-obrtnih zbornic in obrtno-podjetniške zbornice, da kadar ste povabljeni k sodelovanju, tudi če samo za primer izpolnjevanja vprašalnika, da se na to tudi odzovete in spodbudite svoje člane. Želim si, da bi bilo odločno in odlično delo obrtno-podjetniškega zborničnega sistema prepoznano tudi pri tistih obrtnikih in podjetnikih, ki še niso člani vaše pomembne organizacije, da to postanejo in podprejo napore za boljšo poslovno okolje. In pri tem imam še kako v mislih tudi mlajše obrtnice in obrtnike, podjetnice in podjetnike, ki so jim, to zagotovo vem, vrata vrste obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na široko odprta. Hvala lepa.